Nekaj najbolj problematičnih členov zakona, ki je bil v javni razpravi. Najprej 36. člen. V tem členu namreč piše, da medij med drugim ne sme razširjati vsebin, s katerim se spodbuja k narodni, verski, spolni ali drugi enakopravnosti. Pozor, o sumu kršitve bo arbitrarno odločal inšpektor, ki bo lahko, če tako presodi, mediju izdal začasni ukrep odstranitve in prepovedi razširjanja te vsebine. Končno odločitev pa bo dolžno sprejeti upravno sodišče, ampak šele v roku tedna dni, vmes prepoved velja. Ker pa je inšpektor pod kontrolo vsakokratne vlade, se pri njegovi arbitrarni presoji sproža širok prostor za zlorabo zakona v politične namene. Nekatere vsebine kot sporne dojemajo le določene skupine z družbeno, politično in ekonomsko močjo. Posebej problematičen pa je 48. člen zakona, ki ureja državno oglaševanje. Poleg tega, da mora državno oglaševanje delovati po načelih zakonitosti, transparentnosti in objektivnosti ter ob spoštovanju medijske svobode in pluralnosti, ta člen vključuje tudi dikcijo, da mora uresničevati javni interes na področju medijev. O tem, kdo te cilje uresničuje in kdo ne, bo odločil urad vlade za komuniciranje. Na njegova priporočila pa bo potem vlada razdelila denar. Mnoge pa so zaradi zakona skočili tudi tako imenovani katoliški mediji, in sicer zaradi 49. člena zakona, ki govori o prepovedi političnega in verskega oglaševanja. Dikcija se glasi, da na Radioteleviziji Slovenija, Slovenski tiskovni agenciji in v medijih, ki jih izdajajo osebe javnega prava ali subjekti pod prevladujočim vplivom osebe javnega prava, ni dovoljeno politično ali versko oglaševanje. Čeprav je v tem delu zakona slabo definiran, na Slovenski škofovski konferenci opozarjajo, da se s predvideno prepovedjo obvestil o verskih dogodkih nedopustno posega v versko svobodo, kot izhaja iz 41. člena Ustave Republike Slovenije in 2. člena zakona o verski svobodi, no pa tudi iz 9. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Režim ima en velik problem, ker obstaja net, ker se izmenjujejo mnenja, ker je dvosmerna komunikacija, kjer se raziskuje, kjer se sprašuje, komentira, preverja dejstva. In zdaj bodo sprejeli zakon o medijih, ki ima samo dva namena. Še bolj obvladovati medijsko manipulacijo in pa najpomembneje preprečiti svobodo govora, svobodo razmišljanja, svobodo izražanja na netu.